Čudovit dan je tudi letos privabil na tradicionalni rekreativni tek, ki je vsako leto tudi dobrodelnega značaja v organizaciji Društva Strelica iz Tržiča. Tudi tokrat se je zbralo preko 70 rekreativcev, ki so prispevali za dobrodelnost, in vsa sredstva so namenjena 2 družinam iz policijskih vrst. Poskrbljeno je bilo tudi za jedačo in pijačo in pa seveda nagrade, ki jih dobijo vsi tisti, ki pridejo na to rekreativno tekmo. Klemen Grašič, Društvo Strelica, organizator tega dobrodelnega teka. Koliko jih je letos prišlo tukaj gor? Letos smo imeli na začetku prijavljenih okrog 70 tekmovalk in pa tekmovalcev v 8 različnih kategorijah, ampak seveda virusi, tudi ko pridejo iz Kitajske, niso imuni, tako da jih je nekaj izbolelo, tako da jih imamo tam malo pod 60 vse skupaj. No, vse je tako, kot je treba. Poskrbeli ste tudi letos za dobrodelnost, in kdo bo ta družina, ki jo boste letos osrečili? Tudi tokrat imamo pripravljena 2 pralna stroja za vsako družino po enega. Odločili smo se, da pomagamo družinam iz policijskega okoliša, torej v sodelovanju s Sindikatom policistov Slovenije. Pomagamo tem družinam, kolikor je seveda le možno iz naše strani, in pa tukaj lahko rečem, da je hvala, da imamo take sponzorje, pokrovitelje, da nam to tudi omogočijo. Kje prihajajo te družine letos? Ena družina prihaja iz Gorenjske, ena pa iz Primorske. In kot ste rekli, je zelo težko dobiti družine, ki se želijo izpostaviti, da dobijo ta dobrodelna sredstva in vse to, kar pripravite oziroma vam dajo sponzorji. Ja, točno tako. Seveda nihče se ne kaže rad, zato smo tudi letos govorili s pokrovitelji oziroma sponzorji in se tem družinam tudi ni treba izpostavljati, tako da darilni bon prevzame predstavnica Sindikata policistov Slovenije v njihovem imenu, vse stvari pa bodo dostavljene v tednu po sami prireditvi. Tako kot vedno ste tudi tokrat poskrbeli za okrepčilo za tukaj na smučišču? Ja, smo pripravili vse od, bom rekel tukaj zunaj, od toplih sendvičev, toplih napitkov, čajev, tudi malo nekaj alkoholnih pijač, sladkarij za otroke. Potem smo pripravili tudi izdelovanje ledenih skulptur, ki so bile pripravljene tukaj na prizorišču. Seveda pa sledi še glavna pogostitev, ob zaključku pa še prava slovenska potica. Klemen, vse čestitke veljajo, da vam uspe. Ja, najlepša hvala. Pripravljeni smo torej na štart našega prvega tekmovalca, lahko rečemo kar stalni član naših tekem tule na Pokljuki, minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo. Vinko je pripravljen, Hupa je pripravljena, mikrofon tudi. Srečno na pot! Takole kot prvi na pot, torej minister za izobraževanje, znanost in šport, ki se je torej podal, rekli smo, na tokrat nekoliko skrajšano progo, 2 kroga po 2 km, torej 4-kilometrska preizkušnja čaka tekmovalce. Pozdravljen, dr. Avgust Mencinger, spet na čudoviti sončni Pokljuki. Dober dan. Ja, res, lep dan je danes, lepšega ne bi mogli želeti. Ja. Vsako leto se srečamo tukaj konec januarja, letos je bil tukaj biatlon, je za teden dni zamaknjeno, pa vseeno vreme je lepše kot prejšnji teden. No, letos je res izjemoma februar, ampak prihodnje leto bomo pa najbrž spet predstavili nazaj na zadnjo soboto. Je pa res 28. tekma, jaz imam za domačo nalogo še 2krat prideti, potem bom pa najbrž že prestar. Sem že čez 80. Ja. Leta niso važna, važna je energija, važna je volja. Zdaj, veste, ženo še kar tečeva in ko prideva na laufarce, pa koga srečava, rečeva, vidiš, lepo vidiš 160 let. Smo oba 80. No, pa ste zadovoljni za vse te, ki so danes prišli tukaj gor, se rekreativno preizkušati in preživeti ta dan? Super, jaz nisem računal, da jih bo toliko, ker je le gripa razsaja. V dolini je oblačno danes in marsikoga tudi to zadrži.
tukaj je pa tako kot vedno, približno toliko ljudi kot vedno, približno toliko diplomatov in gospodarstvenikov, eden pride, nov gre. Zdaj se že župani ponujajo, da bojo več hodili in tudi tekmovali. Ja. Pa ste takrat, dr. Avgust Mencinger, mislili, ko ste enkrat prvič prišli na to idejo, da bi bilo fajn, da pridejo iz državnega zbora malo na sneg, da se začne druženje iz teh sejnih klopi, da bo preraslo to toliko let? Veste kako je, takrat ko smo začeli, ko sem jaz to začel, sem občutek, da bomo tukaj naredili en tak gorenjski mini Davos. Pa z tega ni nič nastalo, zato ker se družijo diplomati, gospodarstveniki, ampak se pogovarjajo druge stvari. Tako da so zdaj bolj to, da smo eno tako društvo za promocijo zdravja. Odlično pa vam je uspelo. Hvala. Ja, kot minister v odhajanju mi je ta dogodek zelo ljub. Tržičani so ga spet dobro organizirali, vreme so uredili, sneg je. Če bi bilo še malo snega po smrekah, bi bilo pa že kičasto. Pomen pa je, da se gospodarstveniki in politiki in diplomati družijo, ker tako začnemo delati mostove, posebno, ker smo v Evropski uniji, kot naj bi bili ena družina, in na ta način lahko zvemo veliko, povemo veliko, si podamo roko in gremo naprej skupaj. Noben Gorenc ni sam toplarja postavil, cela skupnost mu je pomagala. In to je enako, druženje, delo skupaj. Župan občine Kranjska Gora Jani Hrovat, letos se srečava tukaj na Pokljuki, pa brez tekaških smuči, glede na to, da je vaša familija zelo športna, posebno meta. Ja, danes sem navijač, imam tukaj dva moja sotrpina županskega iz Tržiča pa z Radolce, tako da danes navijam za njiju. Upam pa, da ker me res tudi mika tale tek na smučeh, da se majčkam natreniram in da mogoče že drugi let pridem pa s smučmi, pa se podam tlele na en krog na Pokljuki. Letos pa tako kot vsi bolj za druženje. Ja, letos pa majhen za sprostitev, za navijanje, pa za to, da majhen na Pokljuki zadihamo tale fajn zrak in da pač se majčkam podružimo. Ja. Dr. Janez Poklukar, direktor Univerzitetnega kliničnega centra iz Ljubljane, ste si našli čas, da pridete na tole tekmo dobrodelno na Pokljuko? Seveda, z veseljem se vsako leto udeležim te tekme in podprem prireditev, kjer je glavno druženje in pa geslo zdrav duh v zdravem telesu, tako da z veseljem vsako leto. Verjetno prav veliko časa vam ne ostaja sedaj za trening? Ravno zato je taka prireditev še toliko bolj pomembna, kajti me nekako zmotivira, da tudi sam nataknem tekaške smuči in se pridružim v smučini. In to pozdravljate tudi kot zdravnik? Vsekakor menim, da glede na našo pozicijo, ki jo predstavljamo danes tukaj, tudi pomemben zgled vsem državljanom, da je gibanje del zdravega načina življenja in pomembno pri preventivi Slovencev, ki prav gotovo dolgoročno zagotavlja neko stabilno zdravstvo. Borut Sajovic, župan občine Tržič, kolikokrat že na dobrodelnem teku na Pokljuki? Ja, jaz mislim, da je več kot 15-krat smo v letih, ko to že ne radi štejemo, ampak eno in edino pa ostaja tukaj. Šport združuje in povezuje prijatelje, politike, gospodarstvenike, ljudi dobrih želja in pa namenov, tisti, ki imamo Pokljuko radi. Čestitke izjemnim organizatorjem, tudi našim sponzorjem in pa donatorjem,
kajti prireditev nima tako tekmovalni, kot ima pa predvsem družabni in pa tudi humanitarni, dobrodelni značaj in tega se bomo držali tudi danes. Kako je bilo tokrat teči? Ja, teči, če vsaj tako povprečno razgibavaš med letom, se nekako da, je pa mogoče občutek, ja, da je proga vsako leto se hecam kanček daljša. Drugo leto bo še daljša, pravijo. Se bomo pripravili, ampak letos imamo upravičen razlog, v nižinah ni bilo snega za priprave. Marko Maver, vi z Ministrstva za okolje in prostor prihajate skupaj z Andrejo. Kako se vam je zdelo tokrat prvič na dobrodelnem teku na Pokljuki? Super, res fajn vzdušje, malo tekmovalnosti, je fajn namen, pa tudi takole v teli res prelepi naravi teče res enkratno, tako da bilo sicer prvič, ampak sigurno ne bo zadnjič. Ste sicer tudi rekreativni tekač ali ste prvič na tekaških smučkah? Bolj rekreativni, tako da nisem prvič, nisem pa tudi zadnjič, tako da bom sigurno še nazaj prišel. No, vendar, kondicijo si nabirate drugje, ne? Ja, veliko tečem v naravi, tudi v hribe hodam, tako da res narava mi da tisti zagon, tako da pol tudi prenesem domov pa v službo, tako da fajn biti, vsako priložnost izkoristiti, da se gre v naravo. Važno je druženje in sodelovati. Seveda. Pa delček tekmovalnosti, zmer fajn. Hvala. Lep pozdrav, Lukaš Kajan iz veleposlaništva na Slovaškem. Tukaj sem prvič v Pokljuki, zelo dobro se tekmuje, dobre vreme, dobri su tukaj prijatelji, sem ne vedel, da hodijo tudi ministre in razni prijatelji in zelo dobra atmosfera. Dobro počutite? Ja, bolj často to je bilo, da samo ne enkrat za eno leto. Trenirate tudi na Slovaškem, na smučeh? Ja, ostalo sem bil mogoče 5 let nazaj na smučah, ampak zelo hitro sem si spomnil, kako se to dela. Ja. Najbolj hitreje mi šel klasičen stil. In na Slovaškem je veliko imamo takih kot Pokljuka, pri tekaških poti. Kako je bilo na poti tekaški tokrat? Zelo lepo, sem je mislil, da ne bo dobro vreme, da ne bo sneg, ampak smo zelo visoko in to nekud v Ljubljani, da nimate snega, tukaj je vse je tukaj. Ja. Organizator ima vedno srečo z vremenom. Ja, so tukaj kakšno pijačo jeda, bomo čekali na 1 uro, da kakšne so rezultate. Mislim, da mogoče 25 minut, ampak sem je slišal, nekateri imeli 15 minut. Na smučarskih tekih Eva Štravs-Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dajmo, Eva! Bravo, Eva! No, tule se pa vidi dobra oprema in pa vrhunski treningi, ki jih je Eva opravila v zadnjih tednih. Kolikokrat že na dobrodelnem teku na Pokljuki, Eva? Jaz mislim, da res že kar 15-tič, glede na to, da sem tudi, ko sem bila še na Bledu, vedno bila velik podpornik tega dogodka, tako moralno kot tudi drugače. No in zdaj me zelo veseli, da je to en tradicionalen dogodek, na katerega zelo rada pridem. Vedno ima tudi dobrodelno noto, vedno imamo lepo vreme, dobro družbo, tako da super. So smuči dobro namazane, da je bila tako dobra uvrstitev? Ja, seveda, na serviserje dam velik poudarek, tako da je tudi za to vedno poskrbljeno. Predvsem pa res prijetno druženje in občutek, da nekaj človek naredi tudi za sebe. In privabite tudi svoje kolege iz Ljubljane? Jaz se trudim, očitno premalo, ne vejo, kako nam je lepo, nekateri so se ustrašili vremena, ampak ja, vsako leto več. Klemen ima vedno srečo, vreme je vedno lepo. Ja, res je, verjetno naredimo vsi skupaj nekaj za to vzdušje, tako da res je bil čudovit dan. Gregor Božič, kolikokrat pa živi na dobrodelnem teku na Pokljuki? Ne vem natančno, ampak nekje okoli 15krat vsako leto rad pridem sem. Ste rekreativni tekač? Ja, rad tečem, tako da enih 10 do 15krat na leto mi uspe priti na smučke. V glavnem tečem v Ratečah, pa na Pokljuki kdaj.
Kako je bilo letos na tekaški poti? Ja, super, proga je bila vrhunsko pripravljena, trda, tudi smučke so dobro šle, kakor mi mu pa kdo moči, toliko je pa bilo pa hitrosti. Torej, drugo leto spet pridete? Ja, upam, da bom, če bom zdrav, bom sigurno prišel. Ciril Globočnik iz županskih klopi pa na smuči. Ja, res je, no, zdaj pa kar nekaj let prihajam sem in sem zadovoljen, no, tako da nisem padel, pa prišel do konca, tako, v redu, zelo v redu. Lepo vreme, druščina, tako, zelo prijazno, no. Kako ste pa trenirali? Ja, letos bolj slabo, ker ni dovolj snega, moram reči, da sem bil na Pokljuki, pa dvakrat sem bil tudi v Ratečah, tako da, ampak res napram ostalim letom je letos kriza. Prisegate na to, kot vsi ostali, druženje je pomembno. Absolutno. In vidim, da je tukaj veliko ljudi, prijateljev, poslovnih in drugačnih kolegov, županov, tako da v redu. Andrej Potočnik iz Ministrstva za okolje in prostor, letos prvič na Pokljuki na dobrodelnem teku. Ne, drugič. In zelo sem vesela, da kljub vsem obveznosti, ki jih imam, se lahko udeležim tudi takšne prireditve in v bistvu tudi sodelujem na smučeh, da narediš še nekaj za telo. Kako je bilo tokrat teči? Tako kot v politiki ni lahko, ampak tam, kjer je volja, je tudi pot. Tako da je šlo. Je kaj časa za trening? Ja, bila sem letos dvakrat na smučeh, ker sem si lahko privoščila malo dopusta in tam sem je dvakrat malo potrenirala. In drugo leto bo še boljši rezultat? Ja, v bistvu se rezultat ni toliko važen, kot je to druženje, sodelovanje, kakšni dobrodelni prispevki, pa da naredimo kakšno dobro debato, spoznamo kakšne dobre ljudi. In pa dobro gesto, ne? Tako, točno tako. Podžupan mestne občine Kranj, Janez Černe, ste prvič na dobrodelnem teku na Pokljuki? Ja, res je, prvič po 20 letih sploh na tekaških smučeh. In kakšna je vaša ocena? Jaz mislim, da je bilo super, lepo druženje, sicer bom pa mogel še malo potrenirati do naslednjega teka. Torej niste rekreativni tekač ali ste? Ne, tek na smučeh, se pravi, ko sem bil majhen, sem kar nekaj tekel, zdaj pa že lep čas ne, tako da se raje spuščam po strminah navzdol, kakor pa po ravnini. Kje si sicer nabirate kondicijo? Z rekreacijo, nogomet, smučanje, take stvari. Za občinske klopi? Za občinske klopi pa tudi potrebno imeti predvsem mentalno kondicijo. Ste vi novi v politiki sicer? Ne, že od leta 2006 sem kar nekaj časa potem že v politiki. Samo kot podžupan pa? Podžupan pa ja, to je moj prvi mandat. To je za druženje, za prijateljstvo, ta dobrodelni, obenem pa dobrodelnost na Pokljuki, ki organizira Društvo Strelica. Tako, fajn je srečati druge župane, svetnike, druge politike, tudi gospodarstvenike, fajn se je malo podružiti, kakšno novo prijateljstvo pač narediti, tako da je super izpadlo danes. Bernarda Gradišnik, vi prihajate iz Ministrstva za zunanje zadeve, ste prvič na dobrodelnem teku na Pokljuki? Tako je, prvič. In moram reči, da je izjemno in da mislim narediti veliko reklamo za tale tek, da se drugo leto z ministrstva udeleži teka še več ljudi. No. Proga je krasna, vreme je tako in tako zmeraj dobro, ljudje so prijetni, organizacija je na nivoju, tako da res vsaka čast vsem. No. Kako vam je bilo teči, 2 kroga sta bila? Moram reči, da sta bila kar naporna, da bo treba še majčkeno trenirati, tako da bom naslednje leto lahko nekako resnejša konkurenca. Sem pa prvič bila na tekaških smučeh in je zato zame to še posebna izkušnja bila. Vinko Grašič, skupaj z dr. Mencinger sta vidva alfa in omega, da tole obstaja. No, vsekakor, sva zaslužna, so pa mladi, ki prihajajo in prevzemajo odgovorne naloge, tako da vidva dr. Mencingerjem sva bolj strica iz ozadja. Seveda delava, kamor nas pošljajo, sva pa vesela, da se prireditev nadaljuje in da poteka tako, kot smo si jo že pred mnogimi leti zamislili. Da je letos 28. je ta zadeva sploh zanimiva.
da zdržimo in da vse speljemo tako, kot je treba, da so udeleženci in pa gostje zadovoljni. Ste zadovoljni z letošnjim obiskom? Vsekakor sem, veliko jih je poslala na čakanje gripa, sicer ne Kitajska, no, ampak vseeno tisti, ki so pa prišli, so pa izredno zadovoljni. Za vse moške, ki so nastopali med politiki in diplomati v kategoriji do 50 let. Bilo vas je 11. Imamo, super. Martin Vrtač, tehnični direktor podjetja Avtohiša Vrtač, se nam je pridružil za podelitev nagrad, torej najboljši med diplomati in politiki. Jani, jaz sem izjemno ponosen na te. Res, pretekel si 4 km več, kot sem jaz mislil, da jih lahko. Jaz pretečem, tako da res čestitke. Prvič je bil tukaj, kako je bilo prvič teči? Glavno, da nisem bil zadnji. Glavno, da nisi bil zadnji, imaš pa za naslednji cilj, da boš še boljši. Tako da definitivno se vrni naslednje leto. Janez Črne na 10. mestu med diplomati in politiki do 50 let. Glede na to, da je danes tekmoval na sposojenih smučeh, mislim, da si bil odličen. Tule še ena fotografija, evo, takole. In 10. mesto gre torej v Kranj, podžupanu mestne občine Kranj. Hvala, Jani. Čestitke še enkrat za nastop in za zbran pogum. Mind Place, 9. mesto. From the Embassy of Slovak Republic, Slovaška veleposlaništvo, Lukaš Kajan. Čestitke, congratulations. Hvala lepa. Kako je bilo? Super, bil sem pred 5 leti ostalo tukaj in super, zelo bi mi bilo všeč. Ja. Si še kaj treniral pred danes? En mesec sem nič ne delal. To je način, kako se trenira. Bravo, še enkrat čestitke za 9. mesto. Lukaš Kajan z veleposlaništva Slovaške republike. Torej, en mesec ne delamo nič in potem gremo na tekmo. To je taktika na Slovaškem. Bravo, še enkrat Lukaš Kajan za 9. mesto. Takole, 3. mesto. Zdaj gremo pa na ministre. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavljal pa ga je Damjan Prosen. Damjan Prosen, 3. mesto. Damjan, bravo. Tole je šlo pod 19 minut. Ni bilo enkrat na mesec trenirati, ne? Sem doma celo leto, pa dovoljenje. Res, prav tako? Wow. Dovoljenje od žene, ki bo zdaj vesela, ko bo videla, da ste dobil 3. mesto. Ja, stegna so vice, da cel let treninga se pozna, definitivno. Še enkrat aplauz, 3. mesto, Damjan Prosen, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2. mesto, prav tako z ministrstva, tokrat z Ministrstva za okolje in prostor, 2. mesto je osvojil državni sekretar Marko Mavr. (17 minut in 22 sekund, odličen čas. Bravo, Marko. Vidim, da je 13-tica pomagala. A je bilo 2. mesto v redu ali smo želeli više? Ne, je bilo zadovoljno. A bo po naslednji let pa še više. Tako, da imamo še pač kaj za naslednje leto za narediti. Treba malo več potrebujeti. Super, čestitke Marko. Marko Mavr, torej 2. mesto med politiki in diplomati do 50 let. Čestitke državnemu sekretarju za osvojeno 2. mesto. Nam pa ostane samo še 1. mesto. 1. mesto pa je z izjemnim časom, tole bomo mogli še enkrat preveriti, wow, 15 minut in 5 sekund osvojil minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo. Jaz mislim, da je minister že šel. 15 minut in 5 sekund, wow, res čestitke še enkrat Jerneju, boš ti prevzel nagrado za 1. mesto, ne? Evo, minister, boš zdaj ti levček. Takole, mi pa lahko naredimo še eno skupno fotografijo, tako da stopite še malo bliže in skupaj in naredimo fotografijo, mi pa bomo seveda čestitali še enkrat vsem diplomatom in politikom v kategoriji do 50 let, 11 tekmovalcev, ki so se takole družno podali na pot in prišli tudi do cilja. Bravo mi! Bravo in čestitke še enkrat vsem. Hvala.